Neprimerno sem obut za tole. Lejte, bil sem v papučah. Boš spustil me? Ne boš? Bikac moj. Puščamo čudoviti Lukomir. Če po pravici povem, mi je kar malo težko jeti. Dobro jutro, dober dan. Evo mene spet v Lukomerju. Včeraj pozno zvečer sva prišla, zelo pozno, ob 11 ali pa še kakšno minuto čez. Malo dlje spal sem se mogel naspati, ker sem 2 dni bolj malo spal, sem mogel zgodaj vstajati, zgodaj šel spat. Evo, današnji dan bom pa izkoristil za malo relaksiranja. In lejte, ta čudovit Lukomir. Kadar sem, vedno je lep. Samo barvice so majčkeno drugačne, lejte, ta hrib. Spomnim se, enkrat je bil uno živo zelen, ampak se tudi ta lep. Poglejte tale hrib. Tukaj je dol kanjon. Malo razmišljam, lejte, da bi tam v desni strani na tistele špičke šel pogledat mogoče sončni zahod ali pa sončni zahod morda na tale ta prvi hribček na desen, da to lepo na Lukomir vidim. Tako da fantazija. Tukajle je pa najlepša točka za videti vasico Lukomir. Verjetno, da je edino še lepša iz drona oziroma mogoče z tegale hriba gor ali pa z tegale hriba gor. Ne vem, bi mogel iti pa probati. Zdaj grem pa na planinarjenje. In lejte, tole je zanimivo, ker ponavadi, ko greš v hribe, greš najprej gor, zdaj grem pa najprej dol, pa bo nazaj treba jeti gor. Tako da bo zanimivo, do tukaj do enega dela nama je lastnik prišel pokazati, kje morava jeti, pokazal in bova šla, pa bova videla, kaj bova videla. Evo, tukaj zdaj nadaljujemo to pot. Dobro, da nam je šefe povedal, kam moramo iti. Lejte, zanimivo pa gledam. Zdaj tamle na vrh je tisti jeziček, ki se ponavadi gor grem. Lejte, tam gre pa spet tukaj, če vidite, ena pot dol tudi nekam. Tako da tukaj je cel kup poti za planinarjenje, pohodništvo jih ne more zmanjkati. Je pa tale pot, glih, ki greva, je čist sveže markirana, tako da je markacij dosti se ne more zgubiti. Poglejte, kaj je to lepo. Res tole en sam užitek. Takale oska potka, ampak super. Oziroma, zdaj smo po ravnini hodili. Zdaj se pa mačkane vzpenati začelo. Greva, kaj nama je svetoval ta lastnik na enega prenočišče. Je menda že vedel, zakaj nama je. Tako da, pa se lejte, kakorkoli obrneš, lepo tle je. Tako da ne moramo nič jamrati. Evo, lejte, ta razgled. Hud. Kakor sem rekel, zelo dobro tole markirano. Midva greva proti telem Blace. No, zdaj smo prišli do ene table, Kašiči 9 ur, to ne bomo šli, Blace 3 ure, Vranske stene 5 ur, Dubočani 7 ur, same hude, Lukomir pa 40 minut. Mi došla še malo naprej, tudi rekel nama je ta lastnik, pejta dokler se vama da. Presenečenje na poti. Kje si ti bikac?
Se boš kaj umaknil, a? Me boš pustil čez ali ne boš, a? Bikac. Hud si name. Nimaš biti kaj name hud. Jaz ti ne bom nič naredil, jaz bi samo mem lahko šel. A? Boš spustil me? Ne boš? Bikac. Bikac moj. Bikac. Reveš, najbrž si še žejen, a? Bikac. Bikac. Priden moja, lejte. Boji se me. Bikac. Na kakšni lepi točki sva zdaj. Lejte to. To je neverjetno. Mava pa tudi z dronom posnetke, tako da tudi to bom v video dal. Noro vam povem. In lejte še dol pa kanjon. In zdaj so že kar bliz, ampak še zmeraj daleč. Tole do njega pride bi kar trajalo. Tlele pa ena taka dobra skalca, kjer se lahko usedeš pa slikaš. Tako da si poglej sliko, kako sem tlele na mojem Instagram profilu. Je pa valjda je sigurna, čeprav je tlele neka razpoka, ampak ne bo dol pala. Če ni milijone let, tudi glizdala ne bo to minuto, ko mi je zgor sedel. Evo, vrnila sva se nazaj. Sva se kar nadihala, ampak fino, prav pasalo je. Zdaj pa dobra večerica, še nekaj spiti, tako da super dan bo. Zdaj bom pa na tem lepem mestu počakal sončni zahod, posnel timelapse, to je tisto, ki gre kao ful hiter se predvaja. Boste videli, bom objavil. Zapuščamo čudoviti Lukomir, če po pravici povem, mi je kar malo težko iti. Kaj imam tle vse še za videti, kaj je enih poti za prehoditi in to sigurno jih bom. Kogar sem že večkrat rekel, to je meni en najljubših krajev na svetu. Še tamle, lejte, na uni stran pol, tamle, ne, tamle je dolina, kanjon, na uni stran tudi lepo, wow. Tole je čist malo ven iz Lukomirja, še manj kot 1 kilometer, pa lejte Kokovc, pa verjetno bomo še kje kakšne srečali. Lejte, takole je pa, ko imaš strokovnjaka, da te z dronom snema. Vidite dron pred nami. Evo mene spet tukajle pri temule zapuščenem hotelu na Bjelašnici. Ko sem bil zadnjič, sem bil iz starši pa nečaki, pa se je ful mudilo, tako da nisem nekaj dober posnel. Obstaja en posnetek, ki sem tu zelo dober posnel, samo je bilo pozim. Tako da link do tistega posnetka imate v opisu tega videa, tako da si tudi tega pogledajte, kako je pozim. Ampak, gledajte, tole zdaj bo pa še bolj zanimivo, tako da nujno si to morate pogledati do konca. Pa vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se seveda naročite, samo kliknete gumb, naročite se, pa še potem še zvonček.
Ta hotel je drugač bil narejen za olimpijske igre 1984, ki so bile v Sarajevu, tudi tukaj na Beljašnici so bili smučarski skoki, smučarski teki in moške alpske discipline. In zdaj si zamislite, ne, za tiste čase takle hotel, to je bilo res presežek, no, tako da se bomo pa še malo sprehodili, pa ga boste videli, ampak lejte, vse je uničeno. To zato, ker so, lejte, vse cevi so ven pobrali. To so ljudje pobrali, na odpad odpeljali, vidite, lejte, vodovodne cevi ni sledi od nje. Tako da, zato je to pač čisto izropano in kar malo čudno zgleda, vse kable so pobrali, vse. Lejte, tlele je dvigal bil, ne? Vprašanje, če je kje. Ja, njega, se pravi, so čisto vse ven pobrali. Tako da se bomo tudi še gor sprehodili po sobah, pa to boste videli zanimivo. No, zdaj gremo pa še malo gor pogledati, boste videli sobe. To zdaj, če bo tole kdo raziskal, boste previdni, ne? Zelo previdni. Hitro kam stopiš, ka ni okej. Lejte, tole se mi zdi, da je moglo biti zelo lepo. Se pravi, lejte, sobe, prav, tle si mu sobo in potle pa tak fini balkonček, pa tamle zadaj je šele lepo, ampak bom šel en nadstropje višji, boste to še bistveno lepš videli. Oziroma bom šel kar 2 nadstropja višji. Tole ima kar nadstropju, kar ne zmanjka. Aha, lejte, kako je bilo tole takole lepo terasa. Mislim, lejte, za tiste čase je tole bilo fenomenalno. V glavnem, lejte, bom šel kar na najvišji nadstropje. Se bo najlepše videlo. Lejte, celo na streho prideš. Nisem mislil, je tukaj visok, ampak zdaj, ko sem že tle, bom pa šel. Wow! No, tlele pa niti ne vem, a sem že bil ali nisem bil. Ja, verjeten sem bil. Lejte, tam je bil pa še en hotel. Isto zapuščen. Jaz sem ga tudi takrat pozimi raziskal. Ne, lejte, tole, kako je imela vsaka lepo svoj štuk, lejte, arhitekturno, zelo lepo narejeno. Tlele dol boste pa bazen videli. Lejte, celo voda je noter. Ne, seveda iz strani, to je bila verjeten tegola gor, to je kritina. Je pa pač zapuščeno, mislim, grdo, ki je vse dol pocukano, tako da zdaj bom šli pa še na uno stran. No, drugač, lejte, je res čist razsuto to, čist. Sej razumem tiste ljudi, ki so to delali, ne? Vidite, tle tudi dvigal. To morate ful paziti, da ne bi kdo povtle, če bo to raziskaval. Zdaj pa tle pozim, vem, da sem tukaj le nekje, mi ratalo pride čist gor na streho, ampak po pravici povedano bom mogel mačkaj tole poiskati, da bom najdel. Tole ne bo, po mojem bo, tole, lejte, za dvigalom, ker to je kao nečist tak, to je bolj za, ja, tole bo, imam zdaj tu spomino, aha, vidite, so še štenge, vidite, tle spet lukna od dvigala, lejte, če padeš, Madonna se tu je 20 metrov, ne, sploh tudi pomisliti ne smeš, aha, da tle greš še na štenge gor.
Tle so že iz stopnica imeli cel kup dela. Tle pa malo manj uničeno vse skupaj. Zgleda, ni bilo nobenih inštalacij, da tukaj je mogla biti za prezračevanje kakšna zadeva. No, to smo pa zdaj tle gor, ko sem hotel priti. Aha, po zimi je bilo to čist drugače, ker je bilo vse zasneženo. Ampak ja, zanimivo. V končni fazi tle tudi šotor lahko postavil pa kampiral. Vidite, tamle v Unilih, tudi ta drugem razbitem se pa šliš, imajo pa paintball. In ja, take zadeve so super za paintball, imaš za skrivati se in tako naprej. Tako da super tole, ne? Jaz sem spet na olimpijski skakalnici na Igmanu. Lejte, in zdaj zaletam gor. Bom prišel misliti ali ne bom. Neprimerno sem obut za tole. Lejte, bil sem v papučah. Tako da zdaj pa sem primerno. Sem se pa sezul in gre čisto dober. Evo, pa smo prispeli gor. Jaz sem tukaj že ne 5., 6., ampak mi je vedno lepo, tako da tudi vsem ostalim, ki še niste bili tle, predlagam, da si tole greste pogledati, ker je res fenomenalno.